Dober večer. Na današnji dan, 8. marec, sem si pripravila temo blagoslovi druženja in služenja v Društvu za srečno življenje Belis. Glede na to, da sem v društvu aktivna že 3. leto, in če pogledam moje misli, občutke in kako sem delovala pred 3 leti v svojem osebnem življenju in kako se sedaj po 3 letih počutim, lahko povem, da je velika razlika, da je meni osebno moje aktivno sodelovanje in druženje z vsemi vami, člani Društva za srečno življenje Belis, resnično pomagalo prebroditi tudi mojo bolečino, o kateri je danes spregovorila tudi naša Viktorija. Zakaj? Zakaj sem uspela prebroditi to bolečino? Kaj je bil pravi razlog? Ja, bom zelo iskrena. Moj pravi razlog, da sem uspela prebroditi to svojo neverjetno, resnično, navidezno, večno bolečino, je bil to, da sem jaz osebno odpustila sama sebi in tudi vsem tistim ljudem, ki so sodelovali pri tem, da sem bila zelo, zelo ranjena. Ni druge poti. Res je ni. Kakor da se človek odloči za milost, za ljubezen, za odpuščanje, za sočutje, za razumevanje. In nenazadnje tudi za tisto pot, za tisto resnico, za življenje, ki omogoča, da se najhujša bolečina spremeni v radost. In to želim danes podeliti z vami. Da je upanje, da je pot, da je resnica, ki osvobaja vse nas od najhujšega trpljenja, od najhujše bolečine, krivde, osebne ali kolektivne. Obstaja ta pot. To imamo tudi zapisano v 9. členu, v 1. alineji, da je to pot brezpogojne ljubezni. Res ni druge poti. Jaz osebno imam izkustvo, da je ta pot resnično osvobojujoča. Da je to pot, ko dajemo brezpogojno ljubezen. Edina pot, ki nas osvobaja od bolečine preteklosti, od naših zmot, od vsega tistega, kar nas je zaznamovalo, ranilo, oddaljilo od radosti življenja in od ljudi. Zelo sem hvaležna Mihaelu, da še vedno vztraja pri teh naših čudovitih, lepih sobotah. Da o tem lahko spregovorimo. Vsak izmed nas, ki je član Društva za srečno življenje Belis, ima svoje izzive, skrite bolečine, svoje sanje, svoje želje. In zato je to redno srečevanje ob sobotah, pa tudi včasih ob torkih, tako zelo, zelo dragoceno za vse nas. In srčno se zahvaljujem pri tej njegovi čudoviti misiji, pri tem služenju, da resnično nam odpira nova obzorja, nove možnosti, da
se soočamo z resnico na tak način, da jo osvetlimo, o njej spregovorimo in od nas je odvisno, a bomo odpustili ljudem, ki so nas prizadeli, ranili, obtožili, sodili, ali bomo negovali bolečino, zamero. Samo od nas. Ja, veliko je dogodkov v življenju, ki nas zaznamujejo, ki nas tudi užalostijo, ki nam povzročijo krivdo, ali osebno ali kolektivno. In vendar je tukaj tudi pot, da se osvobodimo te bolečine, te krivde, te žalosti, ker življenje je lahko boleče, lahko je pa življenje v radosti. Lahko sprejmemo to brezpogojno ljubezen, s katero lahko blagoslovimo svoje neprijatelje in tudi tiste trenutke, ko smo bili mi v sami svoji lastni temi in smo sebe prizadeli, svoje bližnje, lahko se odločimo. Jaz osebno sem se odločila, da odpustim sama sebi 100%, da odpustim vsem tistim ljudem, ki so mene prizadeli, ki so mojega otroka prizadeli. Odpustila sem sama sebi, da sem nehote prizadela tudi svojo hčero. Tudi moj mož bi lahko povedal, kolikokrat sem svojo žalostjo, svojo depresijo prizadela njega. Tudi sinova bi lahko povedala, da jima ni bilo lahko, ko smo šli skozi te mine življenja. Ne moremo spremeniti preteklosti, lahko pa jo blagoslovimo. Ne moremo spremeniti ljudi, lahko pa sebe spremenimo, ko se odločimo za brezpogojno ljubezen. In to je to služenje. Služenje cilju Društva za srečno življenje Belis. Da rešujemo vse te situacije z brezpogojno ljubeznijo, ki nas osebno osvobajajo in ki prenašajo luč v družbo, v sistem, da bo krivic in bolečin vedno manj. Da bodo žene, ki bodo rojevale, imele podporo družbe na tak način, da bodo dobile dom, sredstva, da jim ne bo treba zaradi finančnih situacij, zaradi stanovanjskih razmer svoje lastne otroke oddajati v posvojitve. Verjamem v to, da bo tudi veliko deklet, ki razmišljajo o splavu, da se bodo odločile za življenje in da bo družba prisluhnila tem mladim mamicam, da jim bojo 100% podali roke in jim pomagali. Ne tako, da jim vzamejo otroke in jih dajo posvojitev, ampak da jim dajo vse tisto, kar potrebujejo, da bodo lahko srečne, da se ne bodo zgodbe od Svetlane ponavljale. Ja, ta zgodba se me je zelo dotaknila. Teh zgodb je preveč, še vedno preveč v svetu. Vendar naše Društvo za srečno življenje Belis je društvo, ki daje upanje, ki daje resnično tisto popolno podporo, da gremo lahko naprej in da se osvobodimo vseh teh naših krivd, bolečin in da rečemo, to je bilo včeraj, blagoslavljamo svojo preteklost, vendar jutri je nov dan. Danes se odločam za ljubezen, danes se odločam, da bom odpustila, danes se odločam, da bom blagoslavljala, danes se odločam za življenje in verujem, da me bo življenje podprlo. Namera je važna, namen je važen. In če imamo res namen živeti v radosti, v življenju, v sreči, nam okoliščine slej ko prej to omogočijo. Celoten kozmos nam pomaga. Ljudje nam pridejo in nam podajo roko, sprave, ljubezni, pomoči. Vsi mi odločimo za življenje in za radost. Jaz osebno sem se odločila samo še za radost, za ljubezen, za služenje v tej energiji brezpogojne ljubezni.
Ker le tako lahko pomagam, da se svet spreminja v planet prijaznih ljudi, v planet, kjer bo zmagala brezpogojna ljubezen v srcih vseh nas. Mogoče res ne jutri, mogoče tudi ne čez en mesec, ampak več, ko nas bo, ki bomo verjeli v ta čudež ljubezni, ki spreminja temo v luč, spreminja bolezni v zdravje, spreminja smrt v življenje, spreminja razprtije v sprave, revščino v obilje. Ta vera v to bo delala dodatne čudeže. In verujem, da se to že dogaja, da se bo dogajalo in da bo vedno več in več ljudi, ki se bodo odločili za to brezpogojno ljubezen, za srečo. Ker to nam omogoča osebnostno rast, osebno zadovoljstvo, osebno ozdravljenje. Omogoča nam občutek, da smo koristni na tej zemlji, ker ko dajemo ljubezen, se dogaja ta čudež radosti. Ko služimo v ljubezni, se dogaja čudež sreče. Ko lahko nekomu pomagamo, mu podamo roko sprave, ljubezni, se on zave in se upraviči. In več, ko bo te modrosti na zemlji, manj bo trpljenja, manj bo bolečin, manj bo eutanazij, manj bo splavov, manj posvojitev. In verjamem, da bo zavladala na zemlji ta brezpogojna ljubezen, ne kot redkost, ampak kot nekaj, kar je vsem nam dano kot dar dobesedno iz neba. Ja, te naše sobote so čudovite. Ne glede na to, da nisem trenutno fizično z vami, sem v duhu z vami. Moje srce je z vami. In tudi tisti ljudje, ki niso trenutno na Zoomu in ki so ljubezen, so z nami, so del društva Belis. Ker Belis pomeni samo srečen človek, ki sprejema ljubezen kot dar in jo daruje naprej. In nihče ne more ubiti te ljubezni, ne da se je. Ker je to dano vsem nam, kot zastonjski dar. In lahko jo širimo s tem, da smo mi to, kar smo otroci ljubezni, beli so otroci, in da smo pripravljeni odpuščati in z ljubeznijo povedati na vse te nepravilnosti v sistemu, v družbi, v vladi, in da smo res pripravljeni z nasmehom, z radostjo reševati zmote in zablode sistema. In iskrena hvala vsem nam, da smo del tega društva za srečno življenje Belis. Res iskrena hvala Mihaelu, da nas povezuje vsako soboto in tudi ob torkih, ko ima možnost. Iskrena hvala vsem vam, ki ste danes z nami in ki boste poslušali ponovno ta čudoviti Zoom na dan 8. marec, ko naj bi se slavilo življenje in ženo, ki daje življenje. In nobeno življenje na to zemljo ne more priti, če žena ni ljubezen. In vsaka žena, ki rodi otroka in ga iz ljubezni zato, da bo njemu lepše in boljše, da v družino, kjer imajo boljše pogoje kot ona, je to velik pogum in velik poklon vsem tem ženam, ki so darovale življenje in ga tudi darovale družinam, ki si želijo otroke, pa jih zaradi katerihkoli razlogov žal še nimajo. Ne bodo te žene ponosne nase, naj nimajo občutka krivde. Vsi pripadamo dobesedno temu kozmosu, smo vsi bratje in sestre in na ta način si pomagamo, da razumemo drug drugega, da si pomagamo, si odpuščamo, da sodelujemo in da se družimo, ker na ta način ta ljubezen raste v Sloveniji, v Evropi, v svetu in jaz verujem, da bo zmagala ta ljubezen v srcih prav vseh nas, slej ko prej. V mojem srcu je zmagala.
zato ker sem se jaz tako odločila. In lahko v vsakem srcu zmaga ljubezen, če se srce odloči za ljubezen, da jo bo sejal, širil, ne iskal, ampak daroval. Prednosti služenja brezpogojne ljubezni so resnično neizmerljive. In vsi tisti, ki to že delamo, to z ljubeznijo delamo, ker nas tudi to darovanje osrečuje. In verjamem, da vsi vi, ki ste člani Društva za srečno življenje Belis, da to čutite, in srčna hvala, da ste se odločili za to ljubezen. In verjamem, da se nam bodo ljudje pridružili v čim večjem številu in da bo Društvo za srečno življenje Belis posejalo tista semena, iz katerih bo zrasla res tista prelepa, sveta Slovenija s srečnimi, radostnimi ljudmi. Jaz to verujem. Kdaj bo to, nihče od nas ne ve, vendar zgodilo se bo. Moja vera, upanje je tisto, kar mi bo dajalo vso tisto potrebno energijo in delovanje, da bom naprej vztrajala na tej poti. In tudi verjamem, da vsi vi, ker edino ta pot, ko darujemo, ko služimo, nas osrečuje nas in tudi tiste, katerim namenjamo to ljubezen. Jaz se vam zahvaljujem za vašo pozornost danes.